Od prvega postopka pa vse do samega uspeha je Manuela Sattler čakala kar 5 let in očitno je številka 5 prinesla tudi srečo. Imela sem 5 poskusov. 3 poskusi so bili pač normalni, kot jih oni imajo. 2 poskusa sta bila študijska. In tako da 5. poskus, ko sem imela dejansko zadnjega, takrat je uspelo. Ko sem že dejansko skoraj obupala, ne. Strah, panika, bolečine, živci so svoje trpeli, ampak vseeno je bil tisti ponos sam na sebe, uspelo te bo, ne. Idi naprej. Danes je, kot pravi, zdravstvenemu osebju hvaležna za ves trud in uspeh. Ponosna sem sama na sebe, da sem vztrajala, da nisem obupala. Ko pogledam na ta malega, absolutno. To je naš ponos, naše sonce. Lani se, tako kot Sattlerjevim v mariborskem UKC-u, sreča nasmehnila še približno 550 staršem. Letos imajo že okoli 2000 novih postopkov. V okviru zdravstvenega zavarovanja imajo naši zavarovanci na voljo 6 postopkov, vključno zdravili. Tujce ti stane okoli 2000 evrov, tudi zdravila si plačajo sami. Tisto, kar je zelo pomembno in kar tudi na koncu koncev vzbuja občudovanje evropskih centrov in pa registra na koncu koncev evropskega, je ta, da imamo nizek delež dvojčkov, zaradi tega, ker naši pacienti v prva 2 postopka so nekako obvezani, če so mlajši od 36 let, da se jim prenese le en zarodek. Torej, to nas uvršča med 5 najbolj, bi rekel, naprednih držav na področju reproduktivne medicine v Evropi. The literature shows that children develop very good. The psychological well-being is within normal range. About parent-child relationships, there's even shown that there are more positive. Uspešnost oploditve v povprečju 40-odstotna, medtem pa so pari o težavah vse bolj poučeni. Mladi ljudje iščejo informacije po internetu in so zelo jasno opredeljeni, kaj hočejo. Tako da na koncu koncev tudi postopki OBMP niso več zaprti na centre, celo države. Če nekaj ni dovoljeno tukaj, se odpotuje v neko drugo državo. Tako se vsak 5. otrok, rojen z biomedicinsko pomočjo pri nas, rodi tujcem. Pediater iz sosednje Hrvaške nam zaupa, da ti prihajajo k nam zaradi nekaterih ovir doma, predvsem pa boljše kakovosti storitev. Kod nas se je zakon o IVF-u promijenio, tako da sada više nije dozvoljeno zamrzavati zametke, nego se zamrzavaju jajne stanice, znači kad to je dozvoljeno. I godišnje se rađa oko 1000 do 1100 djece iz IVF-a. Čeka se jako dugo, osim toga mnogi nisu bili zadovoljni sa ovim zakonom i uspješnošću, iako je struka govorila drugačije, tako da su mnogi naši parovi dolazili u Maribor. Naši pari se v tujino zatekajo najpogosteje zaradi pomankanja darovalcev jajčnih celic ali semenčic. Za darovanje se pri nas zaradi številnih pomislekov odločijo le redki. Semenska banka tako v Mariboru ni nikoli prav zaživela.